Živijo. Dan 25. Zelo lepa meditacija, malo drugačna, kar je dober znak. Drugačna v smislu, da so bili odpori najprej izjemno močni. To pomeni, da sem se zelo približal in dotaknil korenu, kjer je ta jeta energija v meni usidrana. Spominjam se dogodka iz otroštva, kjer se mi je zelo verjetno nekaj zavesti odcepilo od celote in temu rečemo notranji otrok. Nezaceljen notranji otrok je ostal izoliran od moje celote. In vsakič, kadar se počutim podobno, kot sem se takrat, kadar so podobne zunanje okoliščine, se mi zavest ujame v ta delček mojega bitja. In zaznavam svet spet kot ta majhen otrok, nebogljen, nemočen, vsega me je strah in verjamem, da imajo vsi ostali moč nad menoj. In sem zmeden, ne vidim celote, ne vidim resnice. S pomočjo tega dihanja mi uspeva dojeti to na ravneh, ki so celostne. Se pravi, kljub vsej zmedenosti, ki izvira iz te poškodbe, ki jo ima verjetno skoraj vsak človek današnjega časa. Ta zmedenost, ki izvira iz tega, med dihanjem za kratek čas izgine in sposobni smo čutiti na nivoju energije, na nivoju zavesti, kdo vse smo. In za mene je to tisto, kar so stari Grki rekli, spoznaj samega sebe. Meni je to edini način, kako lahko spoznaš samega sebe, dokler si nezaceljen. In ko vidim, kateri koščki zavesti in energije me sestavljajo, se lahko zavestno, svobodno voljo odločam, kdo zares hočem biti. Oziroma, da hočem biti vse, kar sem, da nočem nobene stvari zanemariti, vreči stran, obsojati, ne imeti rad. In to je pol vloga samoljubezni. Samoljubezen je možna šele takrat, ko si spet zaceljen, sestavljen, in obratno, šele takrat, ko se imaš rad, te to zacelje in sestav. Ko se imaš res rad ves, z vso zmedenostjo in vsemi skritimi stvarmi, podzavestnimi vplivi in tako naprej. To je zdaj teorija, ki izvira direktno iz moje neposredne izkušnje in iz te zavesti izza razuma. Mogoče lahko še komu drugemu pomaga, mogoče po meni pomaga, kdaj je ta posnetek še gledal. Vsekakor toplo priporočam to tehniko in knjigo, ki jo je napisal moj dober prijatelj David Elliott. Verjamem, da že samo ta tehnika lahko naredi ogromno razliko v naših življenjih. To bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost. Se vidimo.